Dober večer, lepa dobrodošlica vsem, hvala lepa Kranjski knjižnici in pa seveda Nini za povabilo. Sobivanje ni enostavno, ko pa je pravo, je lahko čudovito, lahko je znanstveno, je življenjsko, je delovno, je intimno, je prijateljsko, lahko pa je vse skupaj. In koliko pri vsej tej zgodbi pomaga razumevanje biologije, najbrž tudi nekaj, vsekakor pa mora biti pri vsem skupaj tudi nekaj kemije. In o vsem tem se bomo pogovarjali v nadaljevanju, tako kot ste slišali, profesorica doktorica Marina Dermastja in profesor doktor Tom Turk. Dober večer, lepo pozdravljena, dobrodošla še enkrat. Vaj bom prosila kar, da vzameta mikrofon, potem si ga boste pa takole družno podajala, tudi to bo eno takšno sodelovanje in pravzaprav je tudi vajina knjiga, avtobiografija znanj sopotnika, Marina, eno tako sodelovanje, kaj ne? Na več nivojih. Ja, v bistvu definitivno. In pač, če začnemo kar z naslovnico, ne, če jo pogledate, že to kaže na praktično vse, kar ta knjiga opisuje, se pravi, sva skupaj, pa tudi ne, hodiva skupaj na potovanja, kjer pač delava in opazujeva vsak svoje objekte, delava kot profesorja na biologiji, kjer se vsak ukvarja z svojim področjem, ampak pač v nekih trenutkih pa pridemo skupaj in lahko tudi kaj skupaj naredimo. Odkot pa je fotografija na naslovnici? Ta naslovnica pa je iz najlepšega kempa na svetu. To je kemp Madeira v namibijski, Madisa v Namibiji. Bomo še popotovali skupaj z njima, kot ste začutili. Tom, najprej vprašanje, kakšna sreda je za vama? Nič posebenega, dopoldne služba, 3 ure predavanj oziroma 2 uri predavanj, pa 1 uro seminarjev študenti, potem pa popoldne vnuk. In ko sva ga oddala, sva se usedla v avto in sva se odpeljala v Kranj. Zdaj sva tukaj. Zdaj pa tukaj, da se pogovorimo o vaši knjigi, kajti naslovnica je seveda pomembna, ampak med platnicami se pa riše življenje. In že prej sem vaju vprašala, kako sta pravzaprav snovala to knjigo. Kot smo slišali, sta avtorja več knjig, učbenikov in tako naprej. Pravzaprav, če v Cobisu pišete njuna priimka, se bo zvrstilo mnogo zadetkov, ampak pisati svojo avtobiografijo, to se pa verjetno človek loti malo drugače. In še nekaj, kar me je presenetilo, kako zelo natančno se spomnite kakšnih trenutkov. Tudi če so 40 let nazaj. Ja, v bistvu je bil to še zadnji trenutek pred penzionom, ne, da to knjigo napiševa, zato ker zdaj se bova vedno manj spominjala, ne, tako da dokler so te spomini še živi, je bil to pravi trenutek. Ampak ideja same knjige pa definitivno ni bila avtobiografija, ampak predvsem ena taka zbirka člankov z najrazličnejših področjih, tak poljudnih člankov, ki sem jih v zadnjih 40 letih napisala, pač tudi kakšni intervjuji, kakšne radijske oddaje, filmi in tako naprej. In nekako sem imela željo, da bi vso to komunikacijo nekako spravila v eno tiskano obliko. In ko sva se s Tomom pogovarjala, kako bi to naredila, se je skozi te pogovore rodila ideja, da bi te članke nekako povezala v najino življenjsko zgodbo. In potem sva se odločila, ok, bova to naredila. Sem rekla, jaz bom urednica, razdelila sva vse skupaj na pač dogodke, desetletja, karkoli. In sva rekla, dokler ne bo vse napisano, se ne bova o tem sploh pogovarjala. In sva se tega res držala, vse skupaj sva pisala, niti ne tako zelo dolgo, no, pol leta, je tazga, mogoče kakšen mesec več. In pač ta knjiga ni bila sploh na mizi naših družinskih pogovorov. No, ko sva se nekako odločila, da je zdaj vse napisano
In jaz sem pač vse te moje članke, vse to nekako poskušala v ta leta udelati. Mi je Tom svoj del predal, sem rekla, ok, zdaj bom jaz pogledala, koliko se ponavlja, koliko moramo spremeniti, koliko lahko moramo dopisati, in v resnici sva ugotovila, da piševa v istih stvareh, ampak vsake oči imajo svojega malarja, ne? Tako da je bilo zelo, zelo malo stvari za črtati iz knjige. Urednik je Marjan Žiberna je rekel, absolutno ne ostane noter, zaradi tega, ker meni se zdi simpatično, da v resnici v enem samem izletu, recimo v Nepal, ne, vidite to povsem drugače in opisujeta čisto druge stvari, druge ljudi in tako naprej. No, pa ko smo že pri Nepalu, Tom, vprašala sem se, kako drugačna bi bila knjiga, če ne bi oba opazila tistega listka z vabilom na oglasni deski, ko sta bila še študenta. To je bilo leta 80, če se ne motim. In o tem oba pišeta, ne? Oba omenita to. Ja, pač, a veste, to so taka naključja v življenju, ne, ki se pač zgodijo ali pa ne. In včasih se nekako stvari poklopijo. Ne. Treba je vedeti, da v koncu 70-ih let, začetku 80-ih let, ne, so bile te stvari pravzaprav veliko manj dostopne, kot so danes. Ne. Sploh takrat v socialistični Jugoslaviji, čeprav je pa tudi res, da so na primer takrat naši alpinisti, ne, številni so tudi seveda tukaj doma iz Kranja, že na veliko hodili plezati oziroma osvajati te himalajske vrhove. Bilo je že kar nekaj odprav, ne, v Himalajo, in Nepal ni bil neka, bi rekel, tako zelo neznana dežela, ne, smo jo že poznali. Sri Lanka, nekdanji Ceylon, ki je danes v bistvu tudi zelo praktično običajna turistična destinacija, v tistih časih to definitivno ni bila, ne. Je pa zaradi teh povezav, ne, v gibanja neuvrščenih, ki jim je Jugoslavija takrat nekako predsedovala, ne, in smo bili pač Jugoslovani v teh deželah zelo zaželeni, ne, torej Jugoslovani z jugoslovanskim potnim listom, ne, potniki. Tako da z tega stališča, ne, tudi ni bilo tako načeloma težko priti, ja. Ampak za nekega mladega človeka, enega študenta recimo, je bila pa to precej res Indija Koromandija, ne. In ko smo to zagledali in se tam potem našli na tem prvem sestanku, ne, 4 kolegi našega letnika, torej poleg mene in Marine, še najin mariborski prijatelj, tudi zdaj v zadnjem času kar znan pisatelj Boris Kolar, in pa še bolj znan najin kolega, ki ga vsi poznate, ne, to je pa letalec Matevž Lenarčič, ne. Smo se v bistvu na te ekskurziji oziroma te odpravi v Šrilanko in Nepal na ta način pravzaprav nekako našli, ne. Ja, po nekem spletu naključij, ne, ki pa, kakor jaz gledam na življenje, ne, pač življenje je v bistvu sestavljeno iz naključij. Vse v naših življenjih je neko naključje in zelo težko je pravzaprav nekaj planirati vnaprej, ne. Stvari se pač zgodijo, zdaj ene so fajn, druge pa malo manj, ne. In kaj se potem zgodi? O tem se pogovarjamo zdaj 40 let pozneje, po ravno toliko znanstvene kot tudi skupne prehojene poti. Marina, če se ne motim, je Tom napisal, ko govorimo o tem študentskem času, da je bil on bolj resen študent, vi pa bolj hedonistične sorte. A to tudi sicer velja? Ja, po mojem, da ja. Do neke mere gotovo, ne, čeprav z leti se človek tudi majčkeno obrusi, ne, ampak ne vem, meni predvsem, dobro, hedonistično, to se je to Tomu tako zdelo, ampak vsekakor ni bila biologija oziroma študij tisto, kar bi mi bilo v tistem času res najpomembnejša stvar, ne. Ampak, ne vem, nekako je šlo zelo zlahka, ne, tako da
če ne bi bilo tega izleta, te odprave v Nepal, pa vprašanje, no, če bi bila jaz še biologinja. Mislim, da bolj ne kot ja. Ker mene je ta družboslovni del me je veliko bolj zanimal in ne vem, ampak v Nepalu smo bili s tem profesorjem in tam sva se pač povezala s Tomom in potem je kar naenkrat mi ta biologija ratala zanimiva in pač tako se je zgodilo, ne. In tako simpatično pišete, ne? Kako so vam, ko ste se odločili za študij, rekli, kako bo po travniku in kaj boš pa počela? To pa še zmeri. Aha, še zmeri to slišite, kljub itak, vsemu. Kljub vsemu, ja. Midva sva zmeri profesorja, naši profesorji, ne, ker sva pač edina biologa v naši druščini, ne. Predvsem pa za mojega očeta je bilo pa to, mislim, najbolj grozen poklic, ki bi si ga jaz lahko zbrala, ne. Ker to se mu je pa res tako zdelo, tako nekaj nekoristnega, ne, in pač je rekel, pa dobro, no pa če že moraš biti biologinja, kaj če bi vsaj nekaj takega študirala, da bi recimo, jaz imam toliko zvez, da bi ti prišla na farmo Ihan v službo, ne, da bi vsaj nekaj koristnega delala, da bi se recimo s prašičerejo ukvarjala. Ne, to se mu zdi res popolnoma zgrešena pot v življenju. Ampak kot vidimo, bila je vaša pot in prinesla je mnogo znanja, mnogo študentov na tej poti, ne? Mnogo kolegov, sodelavcev, mnogo ljudi. Prej ste že omenjali druščino, ki je odšla v Nepal in Šrilanko, pa še eno zanimivo druščino ste omenili v študentskem naselju Miha Lamprecht, Tomaž Pengov, Tomo Križnar, to so bile zanimive debate, ne? Ja, to je bilo vsekakor veliko bolj zanimivo kot predavanja, ne. Pač v Rožni dolini je bil dom mariborskih študentov, to je bila ena taka napol podrta hiša, ki so jo dobili v najem in v tej hiši so v glavnem, je bilo noter, tri sobe so bile, pa eno stranišče, kopalnice sploh ni bilo in pač v teh, ta naš prijatelj Kolar, on je imel sobico, to je bila postelja, en kuhalnik, potem je bila pa ena večja soba, kjer so pa trije spali, so imeli pa tako velikansko skupno posteljo, ne, to pa je bil Miha, pa Peter Mulec, pa Bojan Sedmak, to je pa mariborski pesnik, tudi se mi zdi, da je še kar znan, no, zdaj, no, meni se zdi, da je. On veliko je vsaj včasih pisal besedil za Predina, pa tudi neke pesniške zbirke izdal. Oni so imeli pa tam tisto malo večjo sobo. In v bistvu zgoraj je bila pa ena taka mala knjižnica, pa en tak mal skupni prostor, tam pa se je zbiralo vse, kar je bilo v tistem času v Ljubljani na tej ravni teh debat, ne, in to je bilo skozi. Noč in dan, ne. Bolj noč kot dan. Predvsem noč, ne, tako študentsko. In res, Tom, tako se zdi, recimo, ko človek prebirate vaše zgodbe, da sta zgrabila življenje v vsej polnosti, ki jo je prineslo. Ja, pa sej, ko si mlad, to ni težko, ne. Mislim, sigurno so bili časi drugačni, ne, tudi materialno gledano, ne, smo imeli, dobro, tudi danes študenti ne živijo ravno razkošno, ne. Ampak mislim, da so bile tudi v ospredju neke druge vrednote. Pač ta individualizem, ki je danes tako vse prisoten, ne, takrat to sigurno temu ni bilo tako, ne. In ne vem, to življenje je bilo na nek način, se pravim, ni bilo, ne, družbenih medijev in tako naprej, stvari bilo treba v živo predebatirati. In ko se je to počelo, so se rojevale nove ideje, nove poti tudi in pa seveda tudi nova znanstva in poznanstva, ne. In torej, to je drugače kot danes, ko vsak tipka po svojem telefonu, ne, in v svojem mehurčku s svojimi recimo virtualnimi prijatelji se pogovarja o ne vem kakšnih nepomembnostih v bistvu, ne. Pred 40 leti je bilo pa to majčkeno drugače, ne, in jasno, te časi so minili, jaz nič ne
zdaj ne zganjam neke pretirane nostalgije za tem, ampak dejstvo je, da vsako generacijo oblikujejo neki odnosi, ne, ki so bolj ali manj tudi odraz neke tehnologije, ne, ampak seveda takrat te tehnologije ni bilo in so bile stvari speljane vse v živo in to ti nekako ostane bi rekel, dolgotrajnem spominu, medtem kot tisti, ki imaš pa na nekem zaslonu, ne, nek chat, ki izgine v nepovrat že čez nekaj minut, ne, to pa sigurno ne ostane. Ne. Bomo o tej tehnologiji še spregovorili, ampak mogoče vas vprašam, če se vrnem nazaj na biologijo, vas je pa morje, ne, od nekdaj privlačilo in svet tam spodaj, potapljanje, življenje. Ja, tako kot sem napisal, ne, seveda jaz že od malega, torej jaz sem zelo zgodaj vedel, da bom biolog, ne. Ampak to je spet stvar dobrega učitelja oziroma učiteljice v tem primeru v osnovni šoli. In potem, ko se enkrat za to odločiš, ne, so pa stvari spet, vse, kar se zgodi, je neka nadgradnja, ki te pelje pač k tistemu cilju. Jaz sem imel pač to srečo, da sem imel očeta, ki je imel tudi zelo rad morje in sva z njim ogromno ur preživela na morju in tudi pod gladino, na začetku z seveda ribolovom, ne, kasneje sem se začel potapljati in sem začel tudi fotografirati pod vodo. Tako da sčasoma, ne, so me te stvari pač potegnile in tudi moj namen je bil, ne, da bom morski biolog, ampak na žalost v tistih časih se to v takratni Jugoslaviji oziroma tudi kasneje potem v Sloveniji zaradi omejenosti, ne, možnosti ni dal. No, ampak kakorkoli, stvar me je potem spet po nekih naključjih odpeljala v druge vode, v biokemijo, kjer sem se pa še vedno ukvarjal pravzaprav z morskimi organizmi, ne točno z organizmi kot celoto, ne, ampak bolj z njihovimi toksini oziroma snovmi, ki jih lahko proizvajajo v svojih telesih, ne. Tako da sem nekako tudi prek tega vsaj posredno ohranil stik z morjem in posledica je bila pa potem seveda tudi, da sem napisal 2 knjigi pa kar veliko nekih člankov, prispevkov na to temo. Ne. In brez fotoaparata še vedno ne nikamor? Ne, pod vodo definitivno ne. Čeprav je zdaj to veliko težje zaradi tega, ker vid peša in pod vodo moraš pač precej dobro videti, ne, da vidiš tisto, kar slikaš, zato danes kljub avtofokusu ne, velikokrat so slike čisto nič, ampak se ne sekiram več zaradi tega. Kaj pa strupi, toksini, ne, izjemna tema, že Paracelsius je pisal, da samo odmerek loči strup od zdravila. Ja, pač to je ena stvar, ravno zadnjič sva gledala z Marino en film od ene plavalke ameriške, ki je pri 65 letih v 5. poskusu uspela preplavati to floridsko užino, ne, med Florido in Kubo, ne, ker tega nihče ni preplavil. To je bilo zdaj brez kletke proti morskim psom, ne, ker pač tam jih je kar veliko v tem prelivu. In ona je pač bila stara 65 let, to je bilo mislim, da leta 2010, ne, celo 2016, 2010 je bila, ki je šla drugič plavati, ja. No in tam je zanimivo, ne, da 2-krat pravzaprav ni uspela preplavati te užine ne zaradi morskih psov, ampak zaradi meduz, ki so jo popolnoma užgale do te mere, da je praktično padla skoraj v anafilaktični šok in so jo komaj rešili. Tako da niso v morju vedno tiste beštije, ne, ki jih smatramo za najbolj grozne, ne, ki imajo velike zobe, ne, najhujše, ampak so lahko veliko hujše, recimo 3 centimetre velike meduzice, ki jih sploh ne vidimo, ampak če pademo v en tak roj noter teh meduz, ne, se stvar lahko slabo konča, ne. In takih organizmov v morju je kar precej, no in jaz sem se v glavnem v svoji tej znanstveni karieri ukvarjal ravno s temi ožigalkarskimi toksini
Tako da v bistvu te stvari kar dobro poznam. In o njih lahko tudi marsikaj preberete v knjigi. Marina, ko nas je Tom že odpeljal na Florido, tudi Florida je del te zgodbe, kajti opisujete seveda, kako je vajna skupnost rasla, kako ste postali družina, že kar zgodaj, ne, na tej poti, in tudi kako ste potovali, šli 2-krat v Ameriko za daljši čas, v Boston in potem tudi na Florido. Ja, v bistvu naša družina se je res ustvarila zelo hitro, ne, čeprav pač najino srečanje prvo tako je bilo v Nepalu, čez 3 leta sva imela že hčerko, ampak to nas ni ustavilo, ne, potem pač še jaz sem bila še noseča, ko sem diplomirala, Tom je diplomiral malo naprej, potem malo pred rojstvom, par dni, ne. In tako, no, pač naša kariera se je takrat v resnici šele začela, ne, in tako da hčerka ni bila nikakršna ovira, ne, bili smo toliko mladi, da je v resnici bila vedno z nami čisto povsod in pač ne vem, tako se nama je zdelo, predvsem meni, ne, samo po sebi umevno, da moramo iti tudi v tujino, ne, Tom je bil majčkeno zadržan, no, ampak pač smo to speljali, tako da je potem on tudi doktoriral v Bostonu, ampak Boston je bil res tako študentsko življenje mlade družine, ne, še kar, mislim, bilo je zelo zabavno, no, ampak tako, midva v Ljubljani nisva imela takega študentskega življenja, najbrž ga mnogi imajo, ne, tisto, da res moraš gledati na vsak cent, kako boš preživel, a boš imel za kosilo, a boš imel za najemnino, ne, ampak v Bostonu je pa tako bilo, ampak nam je bilo kar fino. No, kasneje sva dobila ponudbo za gostujoče profesorje na University of Florida v Gainesvillu. In seveda tam je bilo pa vse precej drugače, ne, tam se nam je pridružil že sin, 5 let je bil star, Kim je bila v 8. razredu, imeli smo tako sanjsko floridsko življenje, ne, v predmestju, s hišo, s psom, z vrtom, z dobro plačo in z finimi raziskovalnimi projekti, tako da Florida je pri nas zelo visoko na lestvici tistih lepih krajev, ne, daleč od tega, pač ne vem, hollywoodskega prikazovanja Floride. Florida je čudovita pokrajina, če se ti ljubi iti iz mest ven, ne, raj za biologe, no, res. Parki, rastlinje, živali, morje, pač imaš ta Mehiški zaliv, ki je povsem drugačen od Atlantske obale, tako da res vse imaš, no, kar si želiš kot biolog. Ne vem, če ste zaznali, ko je rekla, predvsem zaradi mene smo šli v Ameriko, prejle sem omenjala Pengova in se vmes spomnila na tiste njegove verze, kako v nasmehu nekega dneva stopiš na svoje križišče in streseš pesek iz popotniških čevljev, no, te popotniški čevlji in ta pesek, ki žuli, da streseš in greš naprej, to pa imate, ne, ta popotniški gen, kako je že DRD4, sem si prav zapomnila. Ja. To pa res ne. V resnici ne vem, jaz se tako, tudi ko ste to knjigo prebrali, vidite, ne, da to mi je zelo konstanten, ne, tudi v svoji raziskovalni poti, jaz sem zelo velikokrat teme menjala in službe in vse, zato ker enostavno ne zdržim dolgo na enem mestu, ne, ker vedno me nekaj žene naprej, no, ampak je bila taka dobra kombinacija, da smo potem skupaj moje želje uresničili, ne. Samo ni pa dolgo nazaj, pač par let, ko sem ugotovila, da je za to čist znanstvena razlaga, ne. Jaz sem bila na službeni poti v Južni Afriki pri enemu mojemu kolegu, s katerim delamo skupaj na vinski trti, ki pač v Južni Afriki zelo dobro uspeva in imajo tudi zelo dobro vino.
In on dela na lokalni radijski postaji kot tak poročevalec znanstvenih novic. In je rekel, a veš, da prejšnji teden sem pa govoril o potepuškem genu, kakšnem genu? Ja, prav, veš, to je pa ena mutacija v dopaminskem receptorju. Dopamin, to je pač hormon sreče, ne, v bistvu, če ti ga primanjkuje, ne, potem ja, no, dobro, to je skrajna stopnja, ne. Ampak pač si je vznemirjen, skozi moraš nekam naprej in tako. In je rekel, veš, 20 ljudi ima to mutacijo, ampak jaz mislim, da tudi tega dopamina manjka, kakor te poznam, ne, skozi te nekaj žene naprej. No, in v tistem času sem se jaz vključila tudi v en projekt National Geographica o sekvenciranju genomov, sicer za čistene druge potrebe, ampak potem, glede na to, no, da mečkam profesionalne deformacije, da sem jaz ta genom imela na mojem računalniku, sem pa jaz pogledala, ne, če jaz res imam to mutacijo v tem dopaminskem receptorju in v resnici jo imam, ne. Tako da Lahko čisto znanstveno pojasnite, zakaj vas nekaj žene naprej. Tako, ja. In mislim, da tudi hčera naša, da ima tudi to, ne. Sin pa gotovo ne. Aha. Tom bo nekaj dodal, seveda. Ja, sam to ne, jaz ga tudi nimam, ampak sej kamor gre, ne moram capljati za no, ne, itak nimamo kaj, ne, tako da v bistvu je to potem epigenetsko, ne, se tudi izraža, ne. Ampak zanj sem nedolgo nazaj, koliko en teden nazaj, sem bil oziroma sva bila oba na enem predavanju, ki ga je imel pri nas na faksu en profesor iz McGill University iz Kanade in je govoril, pravzaprav naslov predavanja je bil migracije, disperzija, ne, in kako je že, migration, dispersion and no, se vseeno. V glavnem, kako ne, se določene populacije živali selijo, ne, oziroma kako se recimo iz ene točke razpršijo na različne točke, pa grejo spet potem nazaj. Skratka, nekaj, kar jasno je v vsaki vrsti verjetno nekako genetsko, ne, jasno določeno, ampak on je to delal, raziskavo je pa delal na krastačah, ne. In tam na enem polotoku teh velikih jezer v Kanadi in je ugotovil, da v bistvu so te migracije, ne, da so na nek način usmerjene, ne. Da seveda krastače je lahko spremljati, ker ne grejo prav daleč, ne, ampak vseeno pa lahko iz teh podatkov, ne, ki so lahko zelo številni, ker je pač teh krastač veliko, si ustvariš eno sliko, kako se premikajo recimo v enem dnevu, kako se premikajo recimo v 14 dneh in tako naprej. No, in v glavnem, potem sem ga jaz vprašal, sem rekel, dobro, ok, v redu, ne, ampak a lahko vi zdaj te rezultate, ne, ker je zelo tako suvereno to predstavljal, sem rekel, a lahko to vi zdaj posplošite na vse živalske vrste, ne. Saj verjetno vsaka živalska vrsta ima majčkeno drugačne, ne, te načrte, kako naj se premika in kam naj gre in tako naprej. Ne, pa je rekel, ne, to ni nič genetsko, ne, sem rekel, skoraj ne verjamem, da ni genetsko, ker pri ljudeh, ne, so odkrili ta potepuški gen, ne, in me gledal, sploh ni vedel, o čem govorim, ne, mislim, pojma ni imel, ne. Sem rekel, ja, ne, obstaja, ta gen pri človeku definitivno obstaja in je siguren en od teh vzrokov za človeške migracije, ne, gledano zgodovinsko, ne zdaj v realnem času, ampak od nekdaj. In sem rekel, a mislite, da ni možno, da je pri drugih živalih, da imajo tudi recimo take mutacije v genih in da se recimo določen osebek, ne, hitreje ali pa raje nekam preseli kot nek drug iste vrste. Ne, prav to ni možno. Ne. Sem rekel, eno, pa dajte pogledati, kako je to pri ljudeh, pa boste mogoče začeli gledati tudi pri živalih, ali obstajajo taki geni, oziroma mutacije, ne, teh genov. Se gen sigurno obstaja, ampak
mutiran gen. Ne. Ste mu dali kakšno novo idejo za Iztočnico, ne, raziskavo, ampak on je tako izhodišče? suvereno v teh krastačah prepodoval, ne, da bi rekel, ne, da res nima to nobene genetske osnove. Ampak očitno, če jo ima pri ljudeh, je verjetno, da jo ima tudi pri živalih. No. Ampak migracije, ki jih omenjate, so zanimiva reč, ne? Tudi danes jih slišimo o njih, o podnebnih migracijah in tako naprej, kako smo se ljudje oziroma naši predniki selili, odkot smo prišli, kam gremo. Tudi o tem pišete v knjigi, razmišljate o tem. Ja. V bistvu v današnjem svetu skoraj težko ne razmišljaš, ne? Ampak pač potem, ko sem sodelovala v tem projektu National Geographica, namen projekta je bil ta, da posekvencirajo genome vseh takih primarnih skupin, ki še obstajajo, kot so recimo aboriđini v Avstraliji, sani v Južni Afriki, različna indijanska plemena. To so pač naredili ta prvo, ampak na osnovi tega niso uspeli ugotoviti tiste osnovne ideje, kako so se te ljudje širili, kako so prišli iz Afrike, ki dejansko velja za naš dom, na ta območja. Na kar so leta 2016 ta projekt odprli in so vključili vanga še 1 milijon prostovoljcev iz celega sveta, da bi na osnovi tega naredili te migracijske poti. In te so potem seveda naredili in tudi midva, ki sva si dala to narediti, sva dobila od National Geographica totalno pot najinih prednikov izpred 180 000 let do danes. Ne? Ker mogoče bi kdo rekel, to ni mogoče, pa to je kar nekaj in tako. Ampak dejansko moja pot me je pripeljala v Goče, v Vipavski dolini, odkudar je doma moja babica. Tako da pač dejansko to obstaja in DNK ne laže in pač tako je. Ne? In v resnici ne, moja vnukinja je pol Madžarica, ne? In pač moj zet je pravi Madžar, ne? In tako, ne, te legende, kako so Madžari potomci Hunov, ne, Atile in tako naprej, je rekel, a misliš, da bi jaz tudi to videl, če bi si to dal narediti? Jaz sem rekel, siguren bi, ne. No, in si je dal to posekvenirati, ne, in dobi rezultate in prav, poglej, jaz imam noter gene Indijancev. Vidiš, kako je to totalno brezvezna raziskava. Sem rekel, dajva midva to počasi. Gledava rezultate. Sem rekla, poglej, tukaj ne piše, da imaš ti gene Indijancev, tukaj piše, da so tvoji predniki pač imeli skupnega prednika s tistim, ki pač je šel čez Beringov preliv v Ameriko. In kje so bili te? Točno so bili tam na mongolski strani, pač na skrajnem vzhodu Azije, torej to tvoja teorija, da imaš te prednike, je tukaj potrjena. Rekel, to je kar nekaj brez veze. No, ampak ni minil par mesecev, ker več kot imajo teh genomov v tej bazi, več kot je teh rezultatov, bolj natančni so tudi te zaključki. Ne? In čez nekaj mesecev je pač dobil iz te baze podatek, da pač nima genov, indijanskih genov, ampak pač, da so to geni iz te vzhodne Azije. Ne. To so take zanimivi pogovori, ne, doma potem in analize in tako naprej. Tom, prej ste že malo omenjali tehnologijo. Ob tej zgodbi, vajni, skupni, intimni, partnerski, znanstveno-raziskovalni, se mi zdi, da knjiga prav lepo oriše in pripoveduje o tem, kako se je tudi tehnologija spreminjala v teh 40 letih, kako ste včasih pisali diplomske naloge, kako jih pišejo danes, kako ste pošiljali dopisnice avtorjem člankov, da ste jih potem prejeli, kako ste prišli do raziskovalne opreme in različnih kemikalij, kako se je nenazadnje tudi biologija oziroma oddelek za biologijo, biotehnična fakulteta razvijala in spreminjala. Ne? Vse to kot bralci lahko nekako spremljamo skozi vajino zgodbo in izkušnje. Ja, seveda ta razvoj je bil fascinanten.
ker se je pravzaprav dogajal ravno v obdobju najinih študentskih in kasneje tudi v bistvu profesionalnih karier. Zdaj, to ni nekaj, umanjkanje tovrstnih tehničnih pripomočkov v recimo 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja, ni bilo nekaj, kar bi bilo vezano na recimo družbeno-ekonomski sistem. Je čisto vseeno, si živel v socializmu ali pa v kapitalizmu, pač tega preprosto ni bilo, računalnikov ni bilo, pametnih telefonov ni bilo, pa če si živel v Ameriki ali pa v Jugoslaviji ali pa v Indiji, vseeno. Tega enostavno ni bilo. Bila je televizija, tako kot so recimo naši stari starši poznali samo radio, kasneje recimo naši starši in potem naša generacija televizijo, so recimo v zadnjih 20-30 letih te stvari eksplodirale do teh tehnologij, ki jih poznamo danes. In seveda cel postopek recimo pridobivanja tistih podatkov, ki jih danes dobiš z enim pritiskom na tipko enter v svojem računalniku, tipkaš neko geslo, ki ga iščeš enter in imaš 100 zadetkov v trenutku. Če si takrat hotel dobiti tako informacijo, si mogel iti v ustrezno knjižnico, zdaj smo v knjižnici, takrat pač naša matična knjižnica je bila medicinska knjižnica, medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. In ponavadi, če si šel tja in porabil cel dan, ker ste me vprašali, kaj sem delal, recimo, če bi me pred 40 leti to vprašali, bi rekel, ja, danes zjutraj sem šel iz Krekovega trga na Vrazov trg v knjižnico in sem prišel 4 popoldne nazaj z 5 članki pod roko. Pri tem, da sem cel dan gledal v tiste vire, literature, indekse, gesla, ki so bile natipkana recimo v teh blaznih knjigah z fontom 6, takrat sem dobro videl, ajde sem to znal prebrati, danes bi bil zgubljen, bi rabil skoraj lupo za to. Ampak tako je bilo, potem si dobil par člankov, si šel knjižničarki, je rekla, ja, tole imamo, tole raven nimamo, ker to leto nismo plačali članarine, pa tega letnika nimamo, tole je izposojeno, no, tole pa imamo, zdaj morate pa to še skopirati, zato ker revij ni bilo moč odnašati iz knjižnice, ampak si mogel kopirati, kopirni stroji, če se spomnite, starejši mogoče, so bili Xerox, tisti papir, ki je v bistvu čez 3 dni tudi zbledel popolnoma, se pravi, si mogel imeti to spravljen v čisti temi, ker če si imel na soncu čez 3 dni, nisi mogel več nič prebrati. In tako dalje in tako naprej. Enako z pisanjem, pisali smo najprej na pisalne stroje, potem v začetku, koncem 80-ih let so se pojavili prvi računalniki in prvi programi, urejevalniki, besedili in tako naprej, in potem so jasno stvari šle nekako z precej večjo hitrostjo do tistega, kar poznamo danes. Ampak poanta je v tem, da si za neko znanstveno informacijo včasih porabil bistveno več časa. In še to, da si porabil veliko časa, ti ni garantiralo, da boš prišel do tistega, kar si iskal. Velikokrat je bilo pa tako, da smo pač v tej akademski sferi pač pisali te dopisnice. Dear sir, I would like to get your article published in bla bla bla, sincerely yours, pa si to dopisnico poslal. Fakulteta je bila tako prijazna, da smo te dopisnice dobili, vsak je dobil 200 teh kartic in pa smo to razpošiljali po celem svetu. Zdaj pa, če je bil prijazen ali pa če sem mu dal odgovor, te poslal članek in tudi, ko si v reviji objavil svoj članek, so te vedno vprašali, koliko reprintov hočeš, to niti nismo napisali, ampak to je bila tudi ena taka zanimiva stvar. Te reprinte si ponavadi moral plačati, neki si jih dobil zastonj, ampak če si računal, da bo zelo veliko zanimanje, si jih mogel naročiti dodatno in te je bilo treba plačati. In potem smo dobili 20-50
reprintov zastonj in so potem te reprinte, ne, ko smo mi dobili kartico, si to dal v kuverto, šel na pošto, oddal in to je bilo to. Ne. Tako da Si predstavljate, ne? pač ni primerljivo, ne, s tem, kar je pa danes. Ne. Danes, jasno, včasih še to je tudi, ne, je pa dejstvo. Včasih si ti poslal svoje delo v revijo in so ti ta članek objavili, si dobil tudi reprinte, kot sem rekel, neki zastonj in v tisti reviji, v fizični obliki bo ta tvoj članek objavljen. No charge, nič nisi plačal nikoli. Ne. Danes, če hočeš ti članek, tudi če ko ti ga sprejmejo članek, ti rečejo, ja, 3000 evrov za objavo. Ne. In zdaj, če jih imaš, to lahko plačaš in bo članek objavljen, če jih nimaš, rečejo prav, lahko bomo članek objavili, ampak ne bo open access, kar pomeni, da ni prosto dostopen v bazah in da ljudje do njega, razen če zanj ga plačajo, spet ne morejo priti. Ne. In taki članki, ki jih je treba plačati, ki jih moraš ti plačati, ko v bistvu bi ga želel prebrati, ne, so seveda potisnjeni nekje v ozadje. Ne. Tisti, ki si jih pa ti plačal, da so ti ga objavili, so pa prosto dostopni in imajo v bistvu toliko večji domet, ne. Kar je pa v biometriki spet pomembno. Ampak hočem reči, da danes se vse plača. Ne. Nič ni zastonj, tudi objava članka ni zastonj, tako kot je bilo včasih. Marina, znanstveni svet se spreminja tudi, ne? Tudi odprtost znanosti, komuniciranje znanosti, tukaj sta zelo dejavna, ima svoje izzive, dan danes še posebne, sploh ob kopici vseh informacij, ki so dostopne obči javnosti, takole s klikom. Tudi ne nazadnje akademske kariere, ravno prejšnji teden sem zasledila podatek, da imamo pri nas po podatkih OECD-ja najvišje število doktorantov glede na odstotek populacije, pa jih kakšnih 80% potem nadaljuje z akademsko potjo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Ne? Tudi to se je spremenilo. Ja, to recimo, ne poznam tega podatka, ampak siguren je resničen. Recimo mi imamo res teh doktorskih študentov, imamo ogromno, pač tudi doktorantov, ampak recimo za zdaj, ko bo šel Tom v penzijo, ne, je bil že razpis za njegovo mesto profesorsko, ne, ki bi se mogoče še 20-15 let nazaj v vrsti stali, ne, za tako mesto, je bilo, ne vem koliko, 2 slovenski prijavi pa 10 indijskih. Ne. Tako da ni, ne, tega zanimanja za znanost med mladimi ni več. Ne. To mogoče še, da doštudirajo, ja, še posebej, če recimo so v tem programu mladih raziskovalcev, ker jim pač to za določen čas nudi delovno mesto, čeprav tudi za mlade raziskovalce praktično ni več zanimanja, ne. To je borba v tej znanstveni srenji zelo velika, ne, da se dobi kvaliteten kader, ker tisti kader, ki je res kvaliteten, pogleda, kje bo zaslužil, ne, in v znanosti tega ni. Ne. Jaz, kot sem tukaj tudi piše v knjigi, ne, to je bilo leta 80 v Bostonu, ko pač sva bila midva v tej doktorski šoli. V celi šoli je bil v prvem letniku en Američan. Ne. Večina je bila Kitajcev, pa pač kakšni sem pa z kakšne druge države. Ne. Ampak zdaj praktično smo na tej stopni že pri nas, ne, da med Slovenci zanimanja za znanost je vedno manj. Ne. In prav z tega stališča se mi zdi res ta komunikacija znanosti toliko pomembna, da enostavno lahko že od vrtca, osnovne šole, srednje šole otrokom, dijakom povemo, da enostavno ne moreš se naučiti vsega s tem, da boš sedel za telefonom pa klikal pa dobival informacije. Ne. To enostavno ne gre. Ne. Pač ti v neki stvari nekaj izveš, ampak za tvoje razmišljanje pa to ni dovolj. Ne. In
mislim, da je to res nekaj, na čemer je treba delati. O čemer bi lahko namenili še kar več kot kakšno uro tega pogovora. Ampak ko smo že pri tem pedagoškem procesu in seveda tudi z učbeniki, z različnimi poljudnimi objavami ste in skušate prispevati k tem, ampak jaz se zelo dobro spomnim kolega, ki je prišel iz predavanja v prvem letniku biologije, nam zaprepadeno pokazal eno fotografijo živali in rekel, poglej, kaj vidiš na tej sliki, in potem tudi zmagovito rekel, aha, tudi ti imaš rastlinsko slepoto. Zdaj vem, na katerem predavanju je bil takrat in zakaj je o tem govoril. Boste na kratko razložili še prisotnim? Ja, no, pač midva s Tomom sva res to najino kariero začela skupaj, ne? Tako da sem jaz, moja diploma je bila še povezana z morskimi organizmi in strupi, potem sem bila 10 let skoraj na medicini v službi in sem zgolj po spletu naključij prišla na biologijo, kjer sem začela svojo kariero kot profesorica botanike, ne, kar je bilo res čist popolnoma skregano z vsem, kar sem jaz imela v glavi z biologijo, ker botanika je bila meni najbolj zoprn predmet od vsega, pojma nisem imela o rastlinah, razen tisto, da sem se tisto napiflala za izpit in to je bilo to, ker sem rekla, nikdar več se ne bom s tem ukvarjala, ampak dobro, tako se je zgodilo. In pač, ko sem začela jaz to predavati, sem začela rastline odkrivati in jaz sem ugotovila, da imam zelo težko bolezen, ki je opisana v literaturi kot rastlinska slepota. In ta rastlinska slepota gre točno tako, kot ste že povedala, ne. Na prvi uri predavanj pokažem sliko, na kateri pač je, ne vem, na travniku ena krava ali pa je na travniku en metuljček in vprašam, kaj na sliki, ne? In sploh ni nobene težave s tem nikdar in nikoli, ne, da bi jaz rekla, aha, pa zdaj bojo pa že vedeli, ne, zdaj pa ne bojo več na to foro padali, ampak vedno znova, ja, krava, ok, metulj, ok, se pravi, da poznajo te organizme do ene zelo, zelo nizke taksonomske stopnje, ne. Čeprav je okrog teh krave ali metulja na stotine rožic, trav, dreves, skratka zelo, zelo različnih organizmov, ki jih enostavno ne vidimo. In to je pač ta rastlinska slepota, da mi v naravi ne vidimo rastlin, ker so naše ozadje. In bolj kot študiram rastline, bolj ko se z njimi spoznavam, bolj ko spoznavam ljudi, ki se z rastlinami ukvarjajo, bolj prihajamo do tega, da rastline so organizmi iz drugega kraljestva. Pač mi smo kraljestvo živali, one so kraljestvo rastlin, ampak da vedno bolj ugotavljamo, da imajo tudi rastline eno stopno inteligence, ne. Tega ne moremo pač primerjati z našo inteligenco, zato ker pač smo si mi postavili ene definicije, kaj to je inteligenca. Ampak rastline živijo v svetu, odlično komunicirajo ena z drugo, komunicirajo z živalmi, privabljajo živali, imajo oglaševalske agencije, imajo pač izdelujejo zdravila, večino zdravil smo si jih itak od njih sposodili, ne. Recimo aspirin kot en tak najbolj splošen preparat, ki ga uporabljamo za zdravljenje našega glavobola, ne, rastline uporabljajo od zmeraj, ne. In zdaj, ko poznamo molekularno biologijo rastlin, vemo, da ta aspirin v rastlinskem organizmu na te reakcije v rastlinskem telesu deluje natančno popolnoma enako kot pri nas, ne. Se pravi, tako čist molekularno imamo ogromno Ja, skupnega. smo praktično rastlinam veliko bolj podobni, kakor mislimo, ne. Tako da, spoštovani prisotni tukaj v dvorani, upam, da ko bomo odšli skozi ta vrata, bomo vsi ozdravljeni rastlinske slepote, ne, velja?
Ja, no, vidiš, to si se dobro spomnil. To bi lahko prej probali. Tako ja, bi lahko vprašali. Mogoče za naslednjo kakšno takšno predavanje lahko preizkusite. Ja, tako je. Ko smo že pri študentih, grem še malo nazaj. Tom, vi pišete, da imate radi ta pedagoški proces, da vam delo študenti leži in očitno je vzajemno. Jaz sem malce pobrskala na tiste ocene na spletu, pa samo dvoje preberem. Profesor nad profesori, še Krebsov cikel, fotosintezo in nešteto toksinov naredi zanimive in zabavne, predavanja polna solz od smeha in pa predavanja so vedno zanimiva in začinjena s humorjem. Včasih se ti zdi, da gledaš eno oddajo iz Discovery Channela, potem pa ugotoviš, da ne. V bistvu ti je Tom Turk poenostavil življenje svoje enostavno razlago neke določene in kompleksne metabolne poti in kar naenkrat ti je jasno nekaj, kar si se dotlej piflal na pamet. To je lepo slišati, ne? To so ta lepe ocene s profesori netne, najbrž niso vse samo take. Samo to ni bilo kakšne slabe, ja, ampak... Torej jaz sem se vedno imel bolj za, ne vem, pedagoga kot za kakšnega zelo resnega vrhunskega znanstvenika in sem vedno skušal, seveda tudi tisto, kar sem delal v znanosti, nekako v ta pedagoški proces prelivati. Tako da meni je v bistvu delo študenti bilo vedno ljubo. No. Je pa res, da kot sem rekel že prej, da pa z leti se pa tudi tega mečken, ne bom rekel naveličaš, ampak veste, to je približno tako kot neki igralec v teatru, ki že igra 157. ponovitev recimo neke monodrame. Ne. Približno tako je tudi tukaj. V bistvu ti prideš v predavalnico, seveda točno veš, o čem boš govoril, scenarij je napisan, ne. Lahko sicer mečkan improviziraš, kaj dodaš novega, ampak pravzaprav vedno govoriš isto. Stojiš tam pred katedrom, uro, dve, včasih tudi tri, odvisno od dolžine tistodnevne monodrame, ampak stvari se ponavljajo. Zdaj, res je, da seveda publika je bolj ali manj vedno druga, vsako leto, ampak s časoma je pa tudi tako z leti. Pravijo, toliko časa si lahko profesor, toliko časa, dokler držiš kredo pa vodo. Ampak zdaj krede v bistvu več ne uporabljamo, vse na PowerPointih za vodo, to še vedno nekako drži, ampak eno uro se že da zdržati do pauze. Tako da v bistvu, kar se tega tiče, bi lahko še predaval, je pa res, da z leti nekako ti začne tudi mečkam koncentracija popuščati in to je pol tisto, kar recimo po 3 urah predavanj v enem dnevu, to dokaj recimo zahtevnih stvari, ker recimo biokemija, metabolizem je vseeno nekaj, kar obsega veliko nekih podatkov, je to včasih rata potem mečkan naporen. Tako da danes recimo sem ravno zaključil moje zadnje predavanje na tem predmetu, to je mikrobna biokemija za študente druge stopnje na mikrobiologiji in evo, danes sem imel zadnjo uro predavanj tega predmeta. S kakšnim cmokom v grlu? Ne, v bistvu niti ne, ker imam še zmerjene 5-6 drugih in pred junijem naslednjega leta s tem ne bom končal. Verjetno na zadnjem predavanju pa me zna malo stisniti, ampak pač, če se tako odločiš, se pač odločiš. Jaz sem se pač odločil, da se bom upokojil, da dam mladim nekako tudi možnost, da zasedajo moje delovno mesto. Na srečo so vsi zelo dobri, sem vzgojil dobre naslednike, boljše kot sem jaz sam in to je tudi tisto, kar pravzaprav bi moral vsak profesor narediti, ne pa da kot neka korifeja sedi tam v svojem kabinetu do smrti, pa nihče nima nič od njega, razen to, da odžira mesto in plača kakšnemu mlademu človeku. Tako da to je moj pogled na ta poklic in poslanstvo, ampak ja, tako nekako. Odlično ste navezali na
ljudi, ki prihajajo za vami, na zanamce, ki jim puščamo ta svet, mogoče zdaj le sicer skoraj da že 1 ura našega pogovora je mimo, ampak vsaj še 2 vprašanji imam. Eno je, kako nam lahko znanje biologije oziroma tudi znanost pomaga, da rešimo vprašanje tega sveta in da pustimo boljši svet za zanamce. Saj to se človek vpraša, verjetno tudi potem, ko je pri otrocih, pri vnukih, kakšen svet gredo. Tukaj smo pa mogoče na tisti malo bolj temni strani naših genov. Zdajle beremo o vojnah, beremo o varnosti hrane, ki jo jemo, beremo o podnebnih spremembah in tako naprej. Ima biologija tukaj odgovore? Jaz mislim, da jih ima, ampak mislim, da ti odgovori niso pozitivni. Zdaj, vsaj pač jaz, ko vidim, mogoče sem malo preveč pesimistična, ampak tako kot pač tudi tukaj noter v knjigi piše, tudi zato, da se tako radi bojujemo, imamo eno genetiko. Pač mislili smo, da je to nekaj, kar smo izumili ljudje, ampak bolj kot poznamo živali, bolj vemo, da tudi tega nismo izumili. Da recimo šimpanzi kot naši najbližji sorodniki res vojujejo vojne in to vojne, ki trajajo 4 leta. Znani so tudi primeri, ko je bila 4-letna vojna med družino šimpanzov in družino goril. Šimpanzi so zmagali. Ampak pač to, očitno je to nekaj v genih. Mi, kar smo v tej naši civilizaciji naredili, je to, da smo tem genom dodali en tehnološki napredek. In če zdaj midva greva na potovanje v Egipt, pa sem se jaz majčkeno s tem Egiptom ukvarjala, to pred 5000 leti, vse to so že delali, mi nismo čisto popolnoma nič novega naredili, v istem območju sveta še zmeraj potekajo iste vojne, v resnici z istimi ljudmi, samo pač te bombe so zmeraj bolj grozne in zmeraj več ljudi zaradi tega umre. Ampak ne vem, a bomo kaj naredili? Mi smo pač, naše znanje se je v teh tisočletjih kljub vsemu zelo, zelo povečalo. In mislim, da v tem našem trenutku smo v eni razvojni fazi naše civilizacije, ko lahko razumemo, če bomo delali to, kar delamo, kaj se bo zgodilo ne čez 1000 let, ampak kaj se bo zgodilo čez 20 let, kaj se bo zgodilo čez 50 let. Pač zamočili smo na celi črti, ampak če imamo res vsi te naši politiki, ne vem kakšni politični programi, zdaj do leta 30 bomo zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, včeraj so že rekli, ne bomo jih, do leta 30 se bojo za 9% povečali, potem pa do leta 50 se bojo pa blazno znižali. Nič ne bomo naredili, ampak tudi v preteklosti ni bilo nič drugače. Tudi tukaj noter v tej knjigi piše en od mojega ljubega komunikatorja znanosti, Carla Sagana, ena znana serija Kozmos iz 80-ih, mogoče kakšni se tega še spomnite. On je v eni epizodi zelo natančno razložil, kakšno je to sosledje dogodkov, kako v resnici na nič ne moremo vplivati, ker se bo vedno to zgodilo. Recimo odkritje Amerike. Če pač Kolumb ne bi šel takrat v Ameriko, bi pa zaradi znanja in tehnološkega napredka tistega časa šel en drug. Mogoče bi pristal nekje drugje, ampak pač Ameriko bi v vsakem primeru odkrili točno takrat, ne čez 100 let ali pa čez 50 let. In enako je zdaj. Mi vemo, kaj se bo zgodilo. Pregreli bomo ta planet. A bo zaradi tega planet propadel? Sigurno ne bo. A bo naša civilizacija propadla? Najbrž bo. Ampak tudi tega je bilo že zelo veliko v zgodovini Zemlje in bo pa prišla ena druga, pa se bo nekaj drugega zgodilo. Svet gre naprej, ampak trenutno, kot sem rekla, naše vedenje je tako, da lahko predvidimo, kaj se bo zgodilo, kar mogoče prej niso mogli. In tudi imamo znanje, kar je najbolj tragično, je to, da imamo znanje, da bi to preprečili, oziroma da bi vsaj umilili te stvari. Ampak očitno nimamo
pač biologija ali pa znanost ne more tega sama rešiti, ne? Ker očitno nimamo pa politične volje, da bi to dejansko naredili, ne? Ker v končni fazi, če ti nimaš zakonov, če nimaš zakonodaje, če nimaš tudi ustrezne pač sistema sankcioniranja kršitev teh zakonodaj, če ne moreš omejiti raznih lobijev, ki seveda imajo popolnoma drugačne interese od tistega, kar bi bilo treba narediti, in če tudi tega interesa ni, da bi se to udejanjilo, potem znanost tukaj ne more, razen da opozarja ves čas, ne, in pravzaprav tul v veter, mi tega ne moremo sami narediti, ne. Tukaj je pač potem, tukaj je družbeno-ekonomski sistem, ki je trenutno tak, kakršen je, pardon, in pač ta sistem uničuje planet, ne. Mi smo pa sopotniki, ne, teh Gledalci dogodkov, vsega ne. tega. Ja, tako. Ampak vendarle, da zaključimo, v drugačnih krajih, kjer pravzaprav že kar nekaj desetletij nimajo organizirane vojske, Kostarika je pa kraj, ob katerem se nasmehneta od leta 2012, tja peljeta tudi študente. Ko sem se pogovarjala s kolegico Anjo, ki je za RTV Slovenija posnela dokumentarec o tej odpravi, in to 2, če si še niste pogledali, vse hrani arhiv RTV Slovenija, je rekla, kako nalezljiva je tudi tam ta vajna iskrena ljubezen in pa čudenje do sveta v tem zares pestrem koščku našega planeta, ne? Če rečemo, da je Slovenija biodiverzitetno dragulj, se mi zdi, da je pa Kostarika cel nakit tega vsega lepega. Ja, Kostarika je dejansko dragulj, do katerega sva prišla spet zelo po sklopu naključij, po sklopu vez in poznanstev, ne, z mojimi sodelavci na Dunajski univerzi, in tako smo leta 2012 prvič prišli na tropsko raziskovalno postajo, ki je v lasti Dunajske univerze, sredi deževnega pragozda na jugu Kostarike, na meji s Panamo, kjer v resnici lahko uživamo ta zadnji, no, ne vem, če zadnji, ampak eden redkih koščkov sveta, ki ima pozitivno konotacijo, ne, kjer se iz dneva v dan stvari izboljšujejo, ne tako kot recimo v Amazoniji, par tisoč kilometrov nižje, kjer se z dneva v dan stvari poslabšujejo, ne. Kostarika je bila na robu propada v 80-ih in od takrat so se politično odločili, da bojo ukinili vojsko, politično so se odločili, da ne bojo več vlagali v kmetijstvo, ampak bojo vlagali v pogozdovanje in vrnitev deževnega pragozda, ki je bil praktično do konca izsekan v prvotno stanje. In v 40 letih so praktično to že naredili. In to so kraji, ki jih tudi odkrivata, raziskujeta. Tom, bi nekaj dodali ob tem? Sam še toliko, ne, da Kostarika je bila seveda taka tipična banana republika, ne, kot jo recimo tudi Marquez opisuje, sicer Kolumbijo v 100 letih samote, ne. In ta napredek, ne, v bistvu ta pozitiven trend, ki je še danes pač prisoten v Kostariki, je res en tak primer dobre prakse, ne, kako pristopiti k ohranjanju ali pa revitalizaciji nekega naravnega okolja. No, in zato se mi zdi zelo pomembno, recimo, da tudi naši študentje, seveda spet na žalost tisti, ki si to lahko privoščijo, ker pač to ni del rednega programa, da to vidijo in da to potem tudi razširjajo naprej, ne, med svojimi prijatelji, kolegi, starši. In mislim, da je to ena taka pravzaprav zanje neprecenljiva izkušnja, podobna tisti, ne, ki sva jo bila midva deležna v takrat začetku najinih študentskih let oziroma tudi znanstvenih karier, ne. Tako da ja, da se drugače, ne, ampak zato mora biti neka politična volja, nek v bistvu načrt, ne, strategija,
kako boš to naredil in rezultati ne, so seveda tukaj. Nažalost, Kostarika je samo 2-krat večja od Slovenije. Ne. Če bi se to zgodilo v Braziliji, recimo, če bi bili tam taki trendi, ne, in take izboljšave, potem bi se to že nekje poznali. Ne. Tako je pa to bolj en tak eksotičen primer, ne, ki ga je koristno videti, ampak žal spet na globalni ravni ne, pa ne predstavlja ne, neke generalne izboljšave. Ne. Leta 2025 greste spet jam, tudi to je področje, ki ga nekako prepuščata naslednikom. Zdaj pa smo prišli do trenutka, ko bi povabila tudi vas, spoštovani zbrani, za kakšno vprašanje. Z nam sopotnika odpirate cel kup tem o znanosti, biologiji, življenju, svetu okrog nas in mogoče ste knjigo že prebrali, če še ne, jo pa boste, ampak če imate na tem mestu kakšno vprašanje, kakšno radovednost, je to zdaj pravi trenutek. Kar korajžno. Pa lahko jo tudi kupite tamle. Ima kdo kakšno vprašanje? Se je spraševal o svetu okoli sebe, o znanstveni poti, je kakšen biolog med nami, ki bi kaj delil, kakšno štorijo? Tamle zadaj je ena roka bila, bo zdaj pripovedoval mikrofon do vas, potem pa nazaj do tistih dveh, za katero bo vprašanje. Dober večer. Dober večer, Vesna tukaj. Na koncu ste večkrat povedali, da znanstveniki ne morete premakniti družbe, da mora biti politične volje in tako. Taka izjava verjetno pritiče tudi vajinim letom, izkušnjam, pa vendar, če vaju predstavimo tistih 35, rečemo, let nazaj, ko sta bila mlada, ko je bil svet vajin, kaj sta pa takrat si predstavljala, da bosta vidva spremenila na svojem področju? Vse je bil čisto kratek odgovor, zdaj boste pa še malo elaborirala. Definitivno ne vse, ampak seveda, ko si mlad, imaš čisto neke druge ideale, ki so, tako ste pravilno rekla, tudi posledica pomanjkanja izkušenj. Ne. Žal življenje ne, te ponavadi v tistih čistih namerah, ki si jih imel, ne, na nek način razočara, ampak morate vedeti, spet, če gremo 35 ali pa 40 let nazaj, ne, če razmere takrat v svetu so bile drugačne. Drugačne v tem smislu, da se pravzaprav tega, kar se danes dogaja, oziroma stanje, v katerem smo danes, ne, takrat nismo zavedali. Marina je rekla, da danes lahko predvidimo vse, kaj se bo zgodilo čez 20-30 let, ne, ker nam spet omogoča tehnologija. V 70-ih letih prejšnjega stoletja mi nismo mogli predvideti, kaj se bo v znanosti v bistvu, oziroma kako bo znanost vplivala na razvoj družbe čez 20 let, kaj šele v tem, kako bo vplivala na stanje na planetu. Ne. In pravzaprav je to bil neki zveren greh naše generacije, da pravzaprav nismo videli, kljub nekim jasno idealom, ki so bili pa popolnoma drugi in se pravzaprav tega niso dotikali. Ne, takrat smo se ukvarjali kot biologi, recimo jaz osebno, recimo takrat smo reševali Sočo pred izgradnjo hidroelektrarne Kobarid, ki bi zajezila, oziroma Trnovo, ki bi zajezila zgornji tok Soče. Ne. To je pač zelo hvalevreden projekt, če danes se je treba tudi za take stvari zavzemati, ampak to gre za neko mikroraven, ne. To ne gre za reševanje, v katerem bi znanost reševala problem globalnega segrevanja tega planeta. Ne. Takrat pravzaprav mi kot neka baby boom generacija pravzaprav smo živeli tudi v neke vrste mehurčku, ne, seveda drugačnem kot danes, ne takem kot so družbene omrežja, ampak v nekem zavedni nevednosti, ne, oziroma tem, da pravzaprav nismo
videli, da se nam svet pred našimi nogami spreminja v nekaj, česar v bistvu nočemo. Kot primer, leta 70. letih, torej 20. stoletja, je bilo na svetu približno, če gledamo sesalce, samo sesalce, kamor tudi sami spadamo, razmerje med človeško populacijo in domačimi živalmi na eni strani in pa prosto živečimi živalmi, sesalci recimo v različnih ekosistemih, približno 60:40. Se pravi, 60% smo bili ljudje in naša živina, se pravi krave, ovce, koze in kar je še, kure niso sesalci, Marina. Ja, sesalci govorim. Se pravi, 60%. Danes je to razmerje 96:4. Torej v 50 letih smo mi izgubili v bistvu 9/10 prosto živečih vrst živali na tem planetu. Samo v 50 letih. In teh 50 let nekako sovpada z to krivuljo naraščanja CO2 v ozračju. Se pravi, podnebne spremembe, ki so pa tudi posledica tega, da mi intenzivno zaradi govedoreje in tako naprej in izkoriščanja recimo prostora za pridelovanje krme za te živali, v bistvu to tudi izjemno prispeva k dvigu toplogrednih plinov v atmosferi. Samo 50 let. Torej, zdaj mi, ki smo pač v teh 50 letih živeli, smo seveda v času naše mladosti te stvari nekako spregledali. Jaz se počutim v bistvu, kar se tega tiče, moja generacija je do neke mere kriva zaradi tega, ampak je pa tudi res, da če bi imeli takrat na razpolago informacijsko tehnologijo, ki jo imamo danes, bi bilo mogoče drugače in bi morda, ker je bil tudi sistem drugačen. Morate tudi vedeti, da neoliberalen kapitalizem za Margaret Thatcher in Ronaldom Reaganom se je začel točno takrat, koncem 70 let. Se je recimo nek keynesijanski tip kapitalizma končal, ki je bil še vedno socialno dokaj pravičen in tako naprej in se je začelo to, kar v ekstremu, v katerem živimo danes. In to je v bistvu povzročilo, da so se ekosistemi zrušili, da je prišlo do globalnega segrevanja in do takega padca biodiverzitete, kot smo mu danes priča. Seveda, mi smo bili pa sopotniki tega, zdaj lahko je reči, nismo vedeli, ampak vseeno, verjetno smo vseeno premalo naredili, da temu ne bi bilo tako. Tako da neka krivda naše generacije vis-a-vis našim otrokom in seveda vnukom definitivno obstaja. Mogoče še kakšno vprašanje iz publike? Da zaključimo počasi, čeprav bi se človek z njima kaj ne pogovarjal in pogovarjal. Krasna sopotnika sta tudi nam. Omenili ste otroke in vnuke, Marina. Čudovita je tista misel oziroma popotnica za starše, da otroku dajo korenine in krila, kar ste prinesli v linorezu iz Amerike. Se prav spomnim. Ja. Prav. Sta Kim in Timotej prebrala knjigo? Ja, Timotej ne vem, če jo je, Kim pa jo je, ampak dobro. V veliki meri sta jo živela tudi, ne? Ja. Timotej je najmlajši sin, ki je tudi biolog, je morski biolog, tako da je oče zelo ponosen, je pač doktor morske biologije, tako da je to vsem izpopolnil želje svojega očeta. Naša hčera je pa diplomantka mednarodnih odnosov in se zelo ukvarja z trajnostnim gospodarstvom, sicer nima nič
skoraj nič z biologijo, razen to, da je pač živela v biološki družini in ima rada naravo in se rada potaplja in so morski psi njena najljubša žival, ampak drugače pa ja, ona uresničuje tisto, o čemer je Tom zdaj govoril, ne. Pač kot mlada ženska poskuša na vseh možnih nivojih, kjer lahko pač te ideje uresničevati, no. Tako da mislim, da smo jim dali krila, no, in imajo tudi dobre korenine. In zdaj sta tudi stara starša, tako da vnuki, a ne, to je pa tudi svet. To je pa najboljše. Tom, kaj pa bosta zdaj lovila v Lovilec sanj, o katerem tudi pišeta? Ja, ko smo bili prej pri Kostariki, jaz načrtujem eno v bistvu pisanje, ne, me malo zdaj intrigira, že malo razmišljam o tem, ki bo pa verjetno moj prvi čist fikcijski roman, no. Mogoče ne čist fikcijski, ampak vsekakor, ker se bo navezoval v bistvu na Kostariko, ne, dogajal se bo tam, ampak bomo videli, no. Zdaj nekako zbiram stvari, ko se bom drug let upokojil, bom imel pa za pisanje več časa, pa se bom mogoče to tudi udejanjilo. Pura vida. Ja, pura vida, ja. Marina? Ja, jaz pa v bistvu, danes smo se pogovarjali o tej knjigi, ampak sočasno s to knjigo je izšla še ena druga knjiga z naslovom V kraljestvu živali. To pa je v bistvu knjiga za otroke, ki smo jo napisali vsi člani naše družine. In če imate otroke, vnuke tam med 4. in 17. letom, zelo priporočam za tiste, ki ste živeli svojo mladost ob knjigi V svetu narave od Disneyja, je to V svetu narave 2.0. Ampak zdaj, glede na to, da se jaz ukvarjam z rastlinami, je to tudi bilo tako naključje, da sem mogla napisati knjigo o živalih. Zdaj končujem knjigo V kraljestvu rastlin, kjer pa upam, da bom mlade bralce navdušila za to, da so rastline tudi nekaj lepega. Upam, da smo navdušili tudi vas, da boste knjigo radi vzeli v roke, da si boste privoščili veliko lepega, kar ponuja okolje, v katerem živimo, da boste prispevali kaj, da ga boste in bomo spremenili na bolje, da se to, da smo slišali, kako tudi, tako da mislim, da smo in upam, da vsi bogatejši za te izkušnje. In tako vidite, ko smo sami svoji sopotniki skozi življenje, ko tarnamo, kako se kaj ne da, mislim, da sta profesorica doktorica Marina Dermastja in profesor doktor Tom Turk dokaz za to, kaj vse se da. Če človek upreže svojo strast, če zgrabi življenje, vmes pa je, kot sem rekla že na začetku, veliko biologije, pa tudi nekaj tiste prave življenjske kemije. Hvala, da ste vse to delila z nami. Uspešno z vsem, kar boste lovila v svoj lovilec sanj. Srečno pot jutri v Egipt in vse dobro na vajini poti še naprej in hvala vam za pozornost. Hvala.